Harlander s podporo županov. Širijo območja stavbnih zemljišč. Celjani Trebance prehiteli na 3. mestu. Lepo pozdravljeni. Regijski zavodi za zdravstveno varstvo ta čas pridobivajo podporo v svojih lokalnih skupnostih, da bi preprečili reorganizacijo. Kot smo poročali, naj bi namreč po predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti iz 9 območnih zavodov in Inštituta za varovanje zdravja nastala nova nacionalna inštituta, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Nameravana preureditev zavodov ni skladna s cilji vlade na področju zdravstvene reforme, je prepričan direktor novomeškega zavoda Dušan Harlander. Predlagano združevanje pa po njegovem vodi v centralizacijo. Tako očitno menijo tudi župani in županje jugovzhodne regije, ki so o tem razpravljali na zadnjem svetu. Kjer so se odločili, da bodo sprejeli sklep, s katerim bojo izrazili svojo odločenost, da zavod ohrani samostojnost kot pravna oseba. Sklep nameravajo poslati državnemu zboru, vsem poslancem, državnim svetnikom, Ministrstvu za zdravje in vsem županom v Sloveniji, dodaja Harlander, ki je v minulih tednih o nesmotrnosti nameravane reorganizacije prepričeval tudi poslanske skupine. Zdaj je namreč na potezi državni zbor. Po terminskem načrtu bi moral biti ta zakon sprejet do 1. januarja. Trenutno, kolikor vem, te prve obravnave ni bilo, ker to je tudi ena izmed zmag regionalnih zavodov, ker zakon naj bi bil sprejet po izrednem postopku. Dosegli smo, da so način spreminjanja spremenili v redni, kar pomeni 3 obravnave. Harlander je sicer svoje argumente proti novi obliki delovanja zavodov ta teden predstavil tudi v državnem svetu. Kako prijetno je življenje brez bolečine, se običajno zavemo šele takrat, ko nas kaj boli. Danes, ko obeležujemo Svetovni dan boja proti bolečini, so na novinarski konferenci Krke v Ljubljani govorili o možnostih samozdravljenja bolečine in hitrih rešitvah pri zdravljenju različnih bolečin. Igor Lokatelj iz Fakultete za farmacijo je opozoril, da vse bolečine niso primerne za samozdravljenje, pri blagi do zmerni bolečini pa lahko posežemo po protibolečinskih zdravilih, analgetikih, ki so na voljo brez recepta. A je pri njihovi uporabi potrebna previdnost. Ta zdravila, če se jih jemlje predolgo časa, v prevelikih odmerkih, lahko povzročajo želodčne težave, povezane z zapleti na srčnih žilnih dogodkih, torej recimo lahko povečuje tveganje za možgansko kap. Simona Vučko-Mole iz lekarne IK je dodala, da posamezniki najpogosteje poiščejo pomoč farmacevta v lekarni zaradi glavobola, zobobola, menstrualnih bolečin, bolečin v hrbtu ter bolečin v mišicah in sklepih. Včasih je treba delovati poleg analgetičnega tudi protivnetno, to je zelo pomembno na samem začetku, hkrati pa tudi, da izberemo najprimernejši analgetik glede na starost obiskovalca oziroma pacienta, potem glede na njegov način življenja, tudi morebitne kronične bolezni, ki jih ima, terapijo, ki jo prejema. Trg analgetikov v Sloveniji je znotraj trga samozdravljenja eden največjih. Slovenci pa smo dokaj veliki porabniki teh zdravil, je povedala produktna vodja za izdelke brez recepta v Krki Mirjam Pangršič. Tudi Krkini analgetiki, ki so pač v segmentu samozdravljenja, pač obsegajo že kar velik delež tega trga. Najpomembnejša aktivna učinkovina oziroma je naproxen natrij. Opozoriti pa je treba, da se protibolečinska zdravila brez recepta lahko jemlje največ 10 dni, ne glede na to, za katero bolečino gre. Če se simptomi ne izboljšajo ali se po 3 dneh jemanja zdravil celo poslabšajo, je potreben posvet z zdravnikom. Na mizah škocjanskih občinskih svetnikov so bili na zadnji redni seji med drugim tudi 4 sklepi o manjši širitvi območja stavbnih zemljišč. Navkljub polemični razpravi in očitkom, da posamezni svetniki s tem uveljavljajo zasebni interes, so bili vsi sklepi sprejeti. Dokončna odločitev pa je v rokah pristojnih ministrstev.
Kot je na seji pojasnila direktorica občinske uprave Martina Hočevar, lahko občina do uveljavitve občinskega prostorskega načrta v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju dopusti manjšo širitev stavbnih zemljišč zaradi gradnje objektov, ki so namenjeni opravljanju industrijske, kmetijske, turistične ali športne dejavnosti. Zakaj sem bila za? Samo za razvoj gospodarstva v kraju, ker občina Škocjan je podhranjena, res podhranjena, kar je tistih par obrtnikov, to je pa tudi vse. In mi ni vseeno, kako kraj napreduje. Res mi ni vseeno. In zato za vsako pobudo, za vsako stvar, če se da rešiti, vsakmu krajanu bi pomagala. A dva predlagana sklepa, v enem primeru je proti glasoval opozicijski svetnik Anton Zupet, nista dobila soglasne podpore. Zaradi tega, ker je k zadevi pristopljeno nestrokovno in na vse zadnje ne bo izplena v Ljubljani na ministrstvu, na ustreznih resorjih, ki pač to zadevo urejajo. Predvsem pa tudi zato, ker gre za, tri svetnike, neposredno iz občinskega sveta, če že ne članov odbora za okolje in prostor, ki pač uveljavljajo svoj zasebni interes in absolutno ne javnega. Pač oni so slučajno v občinskem svetu, stvar je minljiva, res pač vzbuja neko večjo pozornost, ampak na tem mestu jaz apeliram na vse občane, da tudi drugi imajo možnost, tako kot ti. V oči bode predvsem dejstvo, da tako na odboru, kakor na seji ni prišlo do samoizločitve svetnika iz postopkov odločanja. Sicer pa bosta o morebitni širitvi dejavnosti na kmetijska zemljišča dokončno odločili ministrstvi za kmetijstvo in okolje ter infrastrukturo in prostor. Če bodo oni dali pozitivno mnenje, pač bo zadeva v redu, kolikor ne, stvar ostaja tako, kot je. Seveda tudi, če ministrstvo poda pozitivno mnenje, vsekakor bodo mogli vse pogoje upoštevati, ki jih občina predpisuje svojim prostorskim ureditvenim planom. To pomeni od naravne in kulturne dediščine. A so na predhodno poizvedovanje občina na Direktoratu za kulturno dediščino že odgovorili, da dve širitvi stavbnih zemljišč zaradi kulturne dediščine nista dopustni. Komisija za preprečevanje korupcije je objavila ugotovitve glede suma koruptivnega ravnanja župana občine Žužemberk Franca Škufce. Ta ugotavlja, da je Škufca nekdanjima podžupanoma omogočal izplačevanje tako plačila za opravljanje podžupanske funkcije, kot sejnin za udeležbo na sejah občinskega sveta. S tem jima je omogočil neposredno premoženjsko korist v skupnem bruto znesku okoli 10 000 evrov, ugotavlja komisija. Lahko samo pokomentiram, da ne eden, ne drug podžupan nista presegla niti polovice dovoljene meje, kar je razvidno seveda iz nakazil in pa iz po takratnem pravilniku. Komisija sicer navaja tudi, da je župan na podlagi izvedenega javnega razpisa podpisal pogodbo s podjetjem, v katerem je sam zaposlen in se s tem znašel v nasprotju interesov. Moram reči, da jaz kot župan sem izločen iz vse lastnine že od 2006 v firmi in tudi zato je bila določena komisija, ki je seveda odpirala ponudbe in pa seveda tudi zunanja firma vodila postopek. 10.10. je bil povsem v znamenju desetke, pa ne zgolj datumsko. Televizija Vaš kanal je namreč pripravila jubilejno, že 10. srečanje z župani, tokrat v sodelovanju z mestno občino Novo mesto. Srečanje se je začelo na Rudolfovem splavu, ki po dolenjski lepotici Krki na leto prepelje več tisoč ljudi in nadaljevalo na Trški gori. Skozi desetletje se je izkazalo, da je pomen takih srečanj izjemen. Kajti vedeti je potrebno, da je Vaš kanal edina regionalna televizija v jugovzhodnem delu Slovenije, ki praktično poroča o življenju in delu, lahko bi rekla, slehernega občana. Na eni strani, na drugi strani pa o številnih prizadevanjih, vzponih in padcih, ki tako ali drugače vplivajo na življenje tukajšnjih ljudi. V težkih kriznih časih, ki za medije niso rožnati, je Videtova med drugim izpostavila pomen ohranitve regionalnega medija za razvoj lokalnih skupnosti. Da je Vaš kanal s svojimi informativnimi vsebinami, v katerih opozarja na težave, prav tako pa v ospredje postavlja pozitivne zgodbe, še kako pomemben za razvoj občin, so na srečanju izpostavljali tudi župani.
Pomembno je to, da imamo televizijo na lokalnem nivoju in da so naši občani sproti obveščeni o vseh dogajanjih, ki se odvijajo po posamezni občini. Pogovor so zaključili s spoznanjem, kako pomembna sta ohranitev in delovanje regionalnega televizijskega programa Vaš kanal v javnem in kulturnem interesu. V Beli cerkvi so na novo uredili zanimivo vaško turistično točko, tako imenovano Škratovo jamo. Številne domačine na Škratovo jamo, ki jo je v zadnjih desetletjih preraslo gosto vejevje in skorajda tudi pozaba, vežejo še spomini iz otroštva. Kad smo še šolskih let hodili v šolo tam čez in smo se not skrivali. In to je bila pač jama enkratna za skrivanje. Ker ne vedel, pa smo se tam not uskrili, težko nas najdel. Gre za eno izmed 5 točk na tematski poti Vir življenja energije, ki jo je občina v sodelovanju z zasebnim partnerjem in društvi uredila letos. Pričakujemo, da nas bo obiskalo veliko turistov, ker enostavno danes se že dogaja, da prihajajo in ne vejo točno, kaj je to. Seveda bo zapisano v zemljevid Slovenije in je verjetno že. In s tem bi pač promocijo Bele cerkve nekako probali še na drugačen način, kot do zdaj, ko se matramo od posameznega primera do primera. Obiskovalci se lahko pred vstopom v jamo seznanijo z lokalnimi anekdotami o ljudem prijaznih škratkih, po katerih so jami nadeli ime. V težkih časih 2. svetovne vojne pa je jama domačinom služila tudi kot skrivališče. Zdaj pa na rokometni parket. V tekmah 6. kroga prve NLB Leasing lige moštva iz jugovzhodne Slovenije niso blestela. Novomeščani so gostovali v Kopru in izgubili 24-36, Sevničani pa v Velenju z 21-38. Še najbolj blizu zmagi so bili Trebanjci, ki so v domači dvorani gostili Celje Pivovarno Laško. V izjemno izenačenem srečanju se je v končnici tehtnica nagnila na stran gostov, ki so zmagali 27-23. Po 4 zaporednih zmagah so imeli Trebanjci priložnost, da se utrdijo na 3. mestu lestvice, a tudi gostje so imeli svojo računico. Boj za vsako žogo je bil neizprosen. Celjani so si v končnici prvega polčasa priigrali prednost 3 zadetkov, a so jih Trimovci z razpoloženim Klemenom Ferlinom v vratih in natančnim Špancem Albertom Garcijo vseeno ujeli in moštvi sta na odmor odšli pri izidu 13-13. Trebanjci so v nadaljevanju držali stik vse do zadnjih minut, ko so si pivovari na krilih vratarja Urbana Lesjaka priigrali odločilno prednost 4 zadetkov. Vemo, da je Celje izkušenejša, boljša ekipa, ima več igralcev v rotaciji. To mislim, da je na koncu odločil naša nezbranost pri 100% strelih in moram reči, da je Celje zasluženo zmagalo, mi pa bomo priložnosti iskali na drugih tekmah. Z 8 zadetki sta bila najučinkovitejša Garcia pri Trebanjcih in Sebastian Skube pri Celjanih. Svoj večer pa sta imela tudi vratarja obeh moštev. Mi smo točno vedeli, kakšna nas čaka tekma tu v Trebnjem, da so Trebanjci na domačem terenu ena res dobra, čvrsta ekipa. Vedeli smo, da ne smemo izgubiti zaupanja v tisto, kar nas bo pripeljalo do zmage, to je obramba, hitra igra, hiter prenos žoge v napad in to se nam je na koncu prestovalo. Trimovci so s porazom padli na 4. mesto na lestvici, v prihodnjem krogu pa gostujejo pri sosedih iz Sevnice. Ob zaključku tekmovalne sezone je olimpionik Primož Kozmus nagrado Mokrice priredil srečanje za svoje podpornike ter predstavil načrte in svojo trenersko ekipo. Srebrna medalja v metu kladiva na letošnji olimpijadi je Primožu Kozmusu dala zagon za novo tekmovalno obdobje in če ne bo poškodb, se bo udeležil še iger v Riju. V naslednji sezoni, torej 2013, je glavni cilj Moskvo svetovno prvenstvo, ki je prav tako avgusta in kjer ciljem, seveda želim si zmage, ampak večmo cilj je pa medalja. Ko je po začasni športni upokojitvi spet stopil med tekmovalce, je na mitingu v Slovenski Bistrici dosegel 73 metrov, v Velenju 77 metrov, na olimpijadi v Londonu pa 79,36 metra. Njegov cilj je vrnitev na 80 metrov. Verjame, da mu bo to z ekipo uspelo. Ekipa ostaja Primož četrtič, z njim smo delali ta zadnji del in pa pridružuje se nam Rok Držanič.
On je pa v bistvu zdaj se vrnil iz Amerike, kot je specializiral eno posebno tehniko Active Release in verjamem, da bo to tudi en doprinos mojem rezultatu. Jaz sem atlet, pa sem najstarejši v ekipi, se je Kozmus še pošalil glede mladosti svojih pomočnikov. Za konec še povabilo k ogledu oddaje Pokličite župana ob 20. uri, ko bo na vroči županski stol v našem studiu sedel krški župan Miran Stanko. K ogledu novic pa vabljeni spet jutri. Nasvidenje.